božičnih praznikov se nezavedno približuje, kot videli tukaj je že tleh. Temu se pridružujemo tudi mi s priljubljenim rdečim pravličnim tovornjakom, ki ga vsake božične praznike lahko gledamo na naših televizorih. V prazničnem decembru ga bomo lahko videli tudi na naših cestah. Božiček bo v njem v spremstvu palčka obiskoval vse slovenske regije ter na svojih postankih razdeljeval majhna darilca. Coca-Cola tovornjak ni kar tako, kot vidimo, je zares magičen in prava atrakcija za vsakogar, posebej pa za najmlajše. Posebno veselje nam je, da letošnje božično Coca-Cola turnejo lahko počnemo in otvorimo na tem kraju izpred obnovljenega centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje in s tem obeležimo tudi današnji svetovni dan invalidov. Vsem iz podjetja Coca-Cola, ki so nam to naše današnje srečanje priredili. Še en lep pozdrav za Plavkom Porcem. Očitno smo bili pridni, tako veliki in mali, da smo si zaslužili, da so nas izbrali za uvod v to novoletno, da rečem, božičkovo turnejo in nam napovedali vse lepe dogodke, ki nam sledijo v decembru. Lahko jim povemo, da smo mi tukaj v zavodu, v centru resnično, da smo se celo leto trudili, da so bili vsi naši učenci in dijaki prizadevni kar se da, da so delavci delali kar se da, da smo tudi pridno gradili, sodelovali z občino in zdaj seveda imamo to posebno čast, da smo mi tisti, kjer se bo turneja začela. Jaz bi rekla tako, da vsem, ki ste nam to priredili, iskrena hvala, gospodu Božičku še posebno in seveda, da želimo vsem, da bi bil ta mesec izredno vesel, da bi bil prijateljski, da bi imeli veliko lepih dogodkov in da bi si izrekli kar se da največ lepih želja. Seveda tudi popotnico lepo želimo, Coca-Coli, ki bo krožila po Sloveniji, želimo, da bi prinašala srečo otrokom in jim seveda tudi za naprej napovedala čim lepše praznike in potem eno lepo srečno leto. Danes smo pa vsi tako lepo rdeči in kar žarimo, vključno z mano, da ne boste zamenjali z Božičkom, nimam brade, no tako, da boste vedeli, kdo je kdo, tako. Tole želim reči, Zavod za usposabljanje invalide mladine, ki je zdaj spremenil naslov v Sirius, težko si bo zapomniti, ampak vendarle, mislim, da občina Kamnik z njim zelo dobro vsa ta leta sodeluje, tudi skupaj z občinsko upravo si prizadevamo, da bi čim bolj usposobili tiste poti, ki jih predvsem naši zaposleni, pravzaprav tisti, ki živijo, bivajo, se usposabljajo v domu, v šolah, da jih torej te poti čim blažje premagujejo. In zadnji dosežek, ki ga je, lahko rečem, prinesel Miklavšani Božiček, je asfaltirana cesta tu proti Perovemu in mislim, da je dosežek, ki je pomemben tudi za vse tiste, ki živite, delate in se učite v tem domu. Tudi v imenu občine Kamnik in svoje imenu organizatorjem te turneje, hvala lepa, vesel sem, da ste prišli v lepo mesto, v lepi Kamnik in seveda med moje prijatelje, ki tudi kot Božiček, ampak letos bom prišel s kapo, doslej nisem imel te kape, jih obiščem, darili in na nek način me vsi dobro poznajo, ker živim z njimi in seveda tudi skušam živeti njihovo življenje, ki pa ni vsak dan tako enostavno, kot je enostavno nam. Torej, hvala vam, ki ste prišli in zabavajte še naše najmlajše. Pridite še kdaj. In da imamo to včasno priložnost, da je imeno tem takole predan 3000 evrov za zdravstveno letovanje v prihodnjem letu. Jaz mislim, da bo denar pravilno na prav način porabljen in veseli me, da na ta način lahko tudi otrokom pomagamo, da se bodo doživeli tega letovanja. Najlepša hvala za to lepo darilo otroke. Boste kakšno kartico pisali Coca-Coli? No, tako, da ne boste pozabili z letovanja kaj napisati. Hvala lepa.
zaraz rozstoi. Patrzysz na kuzaka se, siwa owinka, a za nim boicie się, piękna mala pinka. Tata klanku zamysł, udaje się to żywo, zagadliwa taka se, zima jedzie tu. Patrzysz na kuzaka se, siwa owinka, a za nim boicie się, piękna mala pinka. Tata klanku zamysł, udaje się to żywo, zagadliwa taka se,